Pač gate si pozabila obleči. Ja, res sem pozabila v obleči. Spet imam unetje, varaš me zihar, nič drugega ne more biti. Brez gad sem. Ok, ne nam studija zažgat? To še vi po tipu, gospod doktor, lepo prosim. Činoma. Se ti spomniš, sorry, ko prekinjam. 3 do 6. 3 do 6? Ja. A res, jaz pa od 7 naprej. Pa če smela tak trebuh. Ne. A ti do 3 do 6 krat na dan, si mislim. Aj ne, jaz sem mislila od 3 do 6. Ja, jaz zdaj to sprašujem, ne? Tako pa, to kar čez... Oh my god, prav! Tisti dnevi v mesecu. Čau. Živjo. Kam mahamo? Čau. To je to. Drugače tam imaš kamero, Anale. tam. Ampak mi različno pogledam. Kaj je tudi zdaj, ne vem, pa se imamo že 2 leti, tako da je v redu. Ko čas da to, Evo, včasih da mojo. Z dvema gostoma, ki sta pogruntala, katera kamera je njuna. Lepo zdrav. Ano Klašnja. Itak sigurno poznam. Večina verjetno kot zdravnico. Kot sodnico. Veliko sem šolo hodila za to. Kot sodnico na Slovenija ima talent. Jaz bi rekla širša javnost, ožja javnost. Ne, ni ožja. Pač mogoče manjši del. Pa kot plesalka. Ja. Kot balerino. Ja. Moja sestra je navdušena s tabo in na tvojim časi. Kje je tudi plesalka? Aha, misliš iz plesnega vidika, ne, kar me gleda v Ne. Ne, moram reči, da v bistvu mi je to valjda bolj Bolj čast, všeč. ker je pač nekako 20 let moje kariere in nekako se mi zdi, da pač to je to, kar sem Res je veliko vložilo v to. Ja, absolutno. In dr. Leon Meglič, ki je ginekolog, zdaj ne vem, kako bi rekla, dobrodošel v kokošnjaku ali blažen med ženami, pač to se boste vi na koncu sam odločili. Ja, sem ker svoje medijo se dobro počutim. Ste pa res. Ja, tako. Eno tako temo bi danes obdelali skupaj, sicer smo se že pogovarjali o tem, ne, pa o ženskem zdravju tam spodaj, pa katere težave. Že večkrat. Ja, ampak... Isto kar naprej. Vi tudi kar to... Vsak dan, ne, znova se s tem soočate, ne? Prav se najde še kaj novega, ne? Vedno se najde nekaj novega. No, evo. Kdo, kje, kaj, zakaj. A danes, glih potem, a veš, ne, sem se ful dobro imela, zdaj imam pa te težave, ne, joj, ne, zdaj pa zamujam, ampak zdaj je to čuden, pa... Je tam spodaj lahko veliko enih težav, se mi zdi. Tam spodaj. Tam spodaj. Joni, ali kako se pravi. In nisi mislila v Avstraliji, a ne? Ne, nisem Nisi mislila v mislila, Avstraliji, dobre, tokrat. Jaz bi mogoče tako začela, se pravi, gostili smo že ginekologa, pogovarjali smo se ene določene stvari, ampak vi, ki ste vsak dan v stiku s pacientkami, če odmisliva redne preglede, te, ki so, kaj bi rekli, da so, ne vem, 3 ali pa kakorkoli najpogostejše težave, s katerimi se ženske zdaj soočajo? Najpogostejše težave so razni izcedki, srbečice, vnetja in tako naprej. To so sigurno najpogostejše. Ne? Na drugem mestu so neke nepravilne krvavitve, preveč, premal in tako dalje. In ta tretja stvar so bolečine v spodnjem delu trebuha. To so 3 najbolj pogoste stvari. Ampak ne povezane z menstruacijo? Lahko so izven menstruacije, povezane s spolnimi odnosi, povezane kar tako. Ne. Ampak kaj pa je recimo kar tako? Kar tako, ja. Ljudje pozabijo, da pač, vključno ženskami, ne, da imajo spodaj še druge organe, recimo črevo, ki paše v drug sistem, pa mehur, ki paše spet v drug sistem, ne, in vse to lahko oboli in boli, ne. Ampak ne, zdaj, ženska sem spodaj, me boli, to je ginekolog, to je zdaj nekaj tega, ne, pa pol so zelo razočarane, ki ni, ne. Ja. Ali pa vesela. Ali pa vesele, ne. Ampak to je res drugače, ker jaz sem imela ene par mesecev nazaj težave in me je res kle spodaj neki močno bolel. In sem šla prvo ginekologu, ampak pa je bil v bistvu tanko črevo, se vseeno. Ampak ja. Ampak res prva stvar, ki pomisliš, je res pač... Seveda, ne? Bom lahko bila noseča. Ja, valjda, itak. A bom lahko spolu zanosila. To je bila prva misel, dan ful kolesareš, ne, in a veš, pol te pa klele spodaj boli, ne, predvsem v spodnjih preponah, ne, vingvinah, ne, in pri ginekologu, ne. Mislim, seveda so, ne, kaj pa? Ampak, ja, lej, ginekolog pogleda poti, pa potolaš. Ampak recimo vnetje mehurja je pa lahko ful povezano, ne? V bistvu z ginekološkimi seveda, problemi. zdaj, če pogledate, ne? Tako da so povezani organi, ne? Ja, so povezani, ne? Zdaj ne vem, kako se še kdo spomne, ne? Od poslušalcev, mende se, ne? Kako izgleda, ne? Ženska ima 3 lukence, ne? Ona ta zgornja je najbolj drobna, po njej lula, ne? Pol je ona malo večja, v kateri rodimo, v glavnem imamo pa druge, bolj lušne zadeve, ne? In ona ta spodnja... Ja, in potem na ta zadnja, v kateri imamo lahko tudi spolne odnose, predvsem pa kakamo, ne? Sam jih noč pometi.
Zase govor. Nisem zase govoril. Ne, se jaz. Zdaj ne bo nevena priznala. Smo se že pogovarjali o tej temi, zato da vas prekinem. Pa nobeni... Imela bajecov, res že imele to. Ja, res, in pač od nas treh ni nobena glih navdušena. Ja, tako zato pa zdaj pa nadaljujte. Ja, obstajajo podjetje, ki so in smo tudi to že obdelali. Da mi kdo to dela. Dobro, ker smo hoteli reči, je, da pač sečnica, izvodila sečnice je praktično na vhodu v nožnico. In je seveda podvrženo vsem mogočim infektom, ki se dogajajo tudi v nožnici. Imamo eno zgodbo, ki se imenuje honeymoon cystitis. Ja, honeymoon, zdaj to je z onih časov, ko je res honeymoon bil honeymoon in so se takrat prvič užgala, ampak... Pa sta se požgala. Ja, tako, mogoče ne od začetka, sta se mogla le malo teči, ampak skratka, sta se, in zdaj pa to že je rutina, se pravi, mislim, prej probaš robo, preden kupeš, ali kako. Ja. No in pol se pač te bakterije izmenjajo prej. Zdaj, če drugače pogledamo, honeymoon cystitis je vnetje mehurja, ki je lahko zelo dramatično, zelo boli, urin je krvav, tako res grozna zgodba. Vse skupaj, v resnici ni pa nič takega. Se pravi, one dva sta si izmenjala svoje mikroorganizme, ki živijo na njuni koži, tudi na koži spolovil. Escherichia coli, ne vem. Mislim, ni nič takega, da se zelo enostavno podsajati. Zelo enostavno se da podsajati. Je pa zelo boteče, pa boleče. Je pa zelo boteče in pa se res na hitro zgodi, praktično v isti noči imamo že ful enih težav, ampak niso to spolno prenosljive bolezni v nobene od teh, en drug soj Escherichia coli, ki je tam recimo zelo pogosta, kot ima ženska, ga prinese partner in ona nanj ni odporna na ta soj. Ista bakterija, sicer ampak ne isti soj in pol ful enih težav. In to pol treba, ko zmeraj takšne stvari malo ponavljati, pa se pa stvar odredi. Ampak, če lahko sam nekaj vprašam, kaj me pa res zanima, kaglih o tem govorite, recimo, z menjavo partnerjev, torej pridejo absolutno druge bakterije. Absolutno, ja. Kar pomeni, da se lahko nam kako ravnovesje potem poruši ali zakomplicira, recimo, ko zamenjamo? Seveda, to se lahko tudi z istim partnerjem, posebno pa, če ga zamenjamo. Tam ima čisto set bakterij, doskrat tudi rečemo, da v bistvu... Kako sliš, partner je set bakterij. Vsak nov partner je set bakterij. Ampak še več, doskrat je partner set bakterij še vseh unih, s katerimi je prej spal. Ampak oni pa nimajo teh problemov, ali tudi kaj... Redko. Koliko časa pa se od prejšnjih partnerjev recimo še lahko kaj ga drži? Okužba s HPV-jem je forever, ne? Ne, to je drugo, tako, samo te bakterije. Bakterije imajo ponavadi krajši čas, se tudi hitreje premagajo, krajši čas, govorimo o mesecih, ampak tako pa lahko tudi dalj časa. Pa ni več bivših. Če vse v redu. A ne, če moj pomen, recimo, da imaš rednega partnerja in potem kar naenkrat dobiš neki, se ti poruš, a je možno, da te je varu? Seveda je možno. A vidiš? To je ena bolj prvi stvari, ki jih je treba pomisliti. Kako zdaj naenkrat je pa to zdaj tako čudno? Ne, stres. Najprej treba nekaj. Najprej to izločimo. Stres, ampak to je ena od bolj pomembnih stvari. Ko si predstavljaš. Kako je zdaj tole nekaj čudno? Tako nekaj ne boš še napizdiš, drage. Ni tako pač težek ali pa težki dnevi v službi, nespeč otrok, stres, ampak tako. Spet imam unetje, varaš me zihar, nič drugega ne more biti, vse ostalo štima v mojem življenju. In seveda on bo takoj priznal, jasno. Ja, seveda, da bo. Ne, dubla me je. Mislim, odvisno, kako dobrega boš pred dejstvo postavila, ne? Ja. To pa je stvar za ženski mozak, da ne ume. Ana, ti si tudi v bistvu, pa bomo mečkam kasneje se dotaknili tega, zakaj si postala ambasadorka, to same oziroma te njihove linije Natura Femina, ampak me zanima, ti si imela kar fajn izkušnje s temi težavami, a ne? Mislim, predvsem... Nisem mislila fajn. Ne, predvsem sem mogoče že malo dalj časa na svetu, pa pač se mi je velikrat zgodilo, da sem imela ali vnetja mehurja, ali da se mi je popolnoma porušilo ravnovesje v nožnici, mogoče tudi zaradi narave poklica, ker pač v baletu imamo skozi drese, švicaš, sediš na umazanih tleh, mokra si dalj časa. Pa vodi imate nekako tudi. Ja, mislim, sicer vse skrbimo za to, da se po vsakem treningu stoširaš, spet preoblečeš, ampak recimo, če imaš 3 vaje zaporedoma, včasih kakšna vaja tudi malo traja, pa se ne uspeš vmes, ne? In se mi je to ful velikrat zgodilo, ampak moram pa povedati, da odkar sem rodila, se mi je nekako zbalansirali in tudi nimam več vnetij mehurja. Mogoče bolj pazim nase, mogoče tudi to, ampak nekako se mi je ravnovesje popravilo.
Mogoče tudi vhod v nožnico malo širši in se te stvari hitreje izmenjujejo, ven pa not. Hitreje spuca vse. To je zanimiv vidik. Mislim, je pa tudi res, da odkar sem rodila, mogoče tudi bolj zavestno skrbim za situacijo tukaj dol, ne? Bolj. Ampak mi, da so se pogovarjale po telefonu, ker je bil meni pač ta ni bil fun fact, ampak je bil pač zanimivo, mi je bilo to, ker mnoge se vključno z mano, ker sem to delala, glih delamo tisto, kar ne bi smele takrat, ko so vnetja. Ful pretirano se umivaš, daješ, ne vem, zaradi izcetka noter vložke, mini, veš, pač, da ne gre na hlačke, recimo, da se ti ni treba skozi, ne. In sam še bolj sedinstva, še boljše okolje ustvarjaš, ne? To, ja. Ker jaz sem enkrat recimo dobila vnetje pred poletjem, pa sem imela stalnega partnerja, ne? A veš, in pol dobiš pač ta čuden izcedek, kakorkoli, itak ti je vse neprijetno in hočeš sam še ekstra dodatno skrbeti za higieno. Jaz sem si pol, recimo, ko si čez dan nisi mogla skozi spodnjih hlačk menjati, sem si pol vložke menjala noter, da bo čisto v nulo. Ampak sem v bistvu sam še, pa sem šla ginekologa in mi rekla, Ana, sam še slabš delaš. Vroče je, vnetje je, vročina je, vse se ti pajsa od spodi, vložki so plastični, sam še bolj se zadržujejo bakterije, manj je zračno. Točno to. In ja, recimo tukaj je zdaj, zakaj Natura Femina, zakaj so njihovi proizvodi res ful dobri, no. Ampak, ja. Mislim, stvar je res v tem, ne, kaj daš nase, ne. Se tudi ni vseeno, česa so hlačke, še bolj ni vseeno, kaj ima za ene predloge, če jih sploh rabiš, ne. V prvi vrsti jih pravzaprav ne rabiš, ne. Kadar pa so izcedki in moraš poskrbeti za neko higieno, tudi ne nazadnje, se veš, poletje, prijete bele hlače, bla, 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 ne. Pač ne možeš jih vsem pokazati, ne, kaj se s tabo dogaja, ne. Zato me je zanimalo, kaj v takem primeru pa recimo narediti. Zdaj, v takem primeru je eno od variant vsekakor, da uporabljamo pač takšno predlogo, ki je prepustna njeno voj. Čakajte, zdaj mislite predlogo na splošno, tudi hlačke, ne, že spodnje perilo? Že spodnje perilo, ne, seveda. Tudi svila ne škod, ja. Pa sploh, svila je v redu. Odlično. Malo drago pride, ampak super. To je fajn podatek, ja. Pa v vložkih, ne, potem, med menstruacijo. Ja. In med menstruacijo, in če ima kakšna pač to navado, da takoj, ko dobi izcedek, recimo za razne poklice, ki ti je vaš, ne? Ali tvoj, ne? Ali so na ti, ali so na vi? A bova na ti, glede na to, da se pogovarjamo. Ja. Nam je tudi udobno, ampak če bi kdo specifično želel, pa seveda. Dajmo kar udobno. Ja, Lara, ti mene vikaj. Ne, ni. Ja, danes ne bom začela po 2 letih. Ja, tako da, kar se tega tiče, ja, je pomembno, da je to res, da diha, ne? Spolovilo, ne. Celo zelo ni narobe, ne. Poleti, krila, punce, brez hlačk in brez vsega ostalega. Mislim, da zdaj boste pa dobil tako odobravanje moške populacije. Ja. Jaz ne vem, če bi si upala. Jaz tudi, ne, pa bomo veter zapihali. Ja, to, šitej, ne. Ja, jaz sem lani to enkrat naredila, tle na šihtu, ampak po nesreč. Kako po nesreč? Ja, Po nesreč, pač gate si pozabila obleči. Ja, prej sem pozabila obleči. Pod krilo? Ja. Zjutraj sem se pač bockala z otrokom, ki je bil sitan in ni hotel vrtati in se obleči, sem bila čisto živčna in sem zamujala, sem na šiht in sem njo oblačila, sebe sem oblačila. Ja, ne, celi pisarni sem. Sej sem začutila, polk je bilo že prepozno, da sem pač je bilo prepozno. Kot preš usta potegne prepi. Ja. V glavnem hočem reči, pač ni fajn, no, ker sem pač cel dan prav tako pač paziš, kako se boš pač ni v redu, no. Ni fajn. Draga moja, v vsakem primeru paziš, kako se boš usedla, da se pač hlačk ne vidi. Ja, res, ne. Vem, sem tle noter. Ja, itak. Sam nismo vse Sharon Stone, ne? Ja. To je res, ja. Vrsti, če imaš dolgo krilo, ajde je lažje. Ampak tako mi je zanimivo, da nisi saj nama povedala. Ja. Brez gacem. Drugač pa še to mi bojte, a ni res, da je za nožnico ful dobro v bistvu, da je na zraku? Itak, ravno o tem govoriva. Ravno o tem govoriva. Da sonce vidi. Da sonce vidi nožnica. A bi pa mogel spati zvečer brez gat, oprosti, Lara? Ja, to pa tudi. A to brez to je priporočljivo. Pa sploh ne odal gmh, ko so v legu zraven mene, brez gat, no. Spim brez, ker so me tako naučili kot otroka, da to ni fajn. Ja, v pižami. Mi je čudno in ne bi mogla z. V pižami? Ja, v pižami. Jaz se spomnim, da je bila enkrat ena moja sošolka v 2. razredu, ki je brez gat spala in je rekla, da je to ful dobro, da je učila doma. Sem je bilo to toliko čuda, jaz sem toliko navajena biti z gatami, oziroma en čas, 5 let sem še z modrcem spala. No, to sem zdaj nišla, da zdaj ne moram več. Kaj pa skučmo? Ne, dobro. Z nogavicami? Ne, nogavice ni šla, ampak tako modrc, če sem ga slekla, kar tako čudno so bile te joške, kar nekaj. Tako da zdaj pa ni šans, zdaj pa prvo modrc. Ne, brez gat.
Da probam. Dej probam. Ja. Danes brez pa jutri pošerijo, veš, kako sem Ja. Sem se Zanima, ne? Čudno ti bo. Ja, verjamem. Čudno ti bo, ampak se navadiš. Ful se navadiš. No. Tako se na vse vlada Oziroma, mogoče navadiš. sem tudi brez gad, da sem bila full PR-a, že Bo še kaj izvedela. Ja, no, da nadaljujemo zdaj naprej, tam se pravi, bombaž je glavna sestavina tudi pri vložkih, ne? Ja. Pa ni vseeno kakšen bombaž. No, mogoče glih zaradi tega sem takoj rekla ja, to sami in Naturi Femina. Zaradi tega, ker sem sicer že prej tudi slišala za njihove izdelke, seveda jih uporabljala, ampak zdaj so naredili totalen cel upgrade. V glavnem izdelki so iz ekološkega organskega bombaža in so tako mehki. To pol bomo prav probali, no, to je tako mehko. In pač, ja, pomembno je, kaj ne, daš tam od spodaj. Ne? Ja. Da je zračno, da je mehko. Ker jaz sem tudi prej dolg imela tiste, ki so bili malo bolj plastični. Pač ne vem. Pač eno popularno znamko, ki jo Ja, oglašujejo. Čak, a lahko jaz sam nekaj demonstriram? Ej, fantje, a bi mi lahko, mislim, fantje, a bi mi lahko en prnit Naš une fant, vložke, ki jih imam tam? pa je. Dej, uraš prsa. O, lega. To. previdno, čak. ker nimamo. Zdaj sam Zdaj. to, da nam studija zažgala, ne? Ok, najprej tale vložek, ki je sintetičen, ne? Okay. Se pravi, to je vložek, ki ga kupaš kjerkoli na polici. Absolutno, plastičen. čakaj, dej. In mislim, ne lej, sej vi se kar pogovarjate. Zdaj gledam tega Zdaj, skril- jaz bom to gledam zdaj spremljala. tega skrilci, se spomnim ene sošolke v osnovni šoli, ki je prva dobila menstruacijo, in to smo se vsi izvedeli, ne? Ja. In je povedala, da ful dobro tile samo lepilni, ne? Sem hudič, ne, ki pol potegneš dol, pa greš vse dlake. Zakaj? Ker si pač to si ga je naj pozabila od spodaj zalimati. Ja, ali pa kaj? smo si kaj gor dajala, z uno stranjo, da ti dol ne pade, a veš. A ja. Ok, ne nam studija zažgati? Okay. Čakaj. Lej, zdaj boste čutili, ker po mojem sploh se niste nikoli to vprašali, ko se pač to pajsa v vročini potipi. Madonca. A čutiš? pa Ker je je pač plastika. sintetičen oložek, ne? Ledo. Pa ta še A ni zgleda noro? tako, Lej, drugače še ne zgleda tako plastičen, Pač jaz sem kot sem bila jaz čisto celo v imela. šoku. A boste še vi potipu, Daj, no, gospod daj. doktor, lepo prosim. Shit, ne. A ni noro? Grozen. Pa sem čist mal. Čak, zdaj pa vi se kar pogovarjate. Čakaj, Ja. zdaj pa še Ja? kaj. No, pa še Ja. ta drugega probal. A ja, pa tudi Jaz to moram ne reči, je da- iz razgradljivega materiala, tale vrečkica. Okay. Da ne onesnažuje. Pohvale. Je pa čisto nova embalaža. Ker jaz sem kupovala nazaj, pa je bila malo drugačna. Jaz imam te. ful je cute, Jaz cela imam te. moderna embalaža je to. Ja, tampone imam, pa bom povedala pol. Prvič probala njihove vložke. Ful so dobre. Ja, res. Res so ful dobre, no. Mislim, tole gleda mi kar žal, da nimam. Aj smešan ura? Čakaj. Lej, tega bom še malo bolj zažgala, leto. A Okay. vidiš, skoraj do rjavga. Lejte. Ja, vidim. Evo, Ja. zdaj pa, leto, noč. Pa sem ga do rjavga skurla. Ja, to zle. Zdaj, če je slučajno To zgleda kakšna, kar kvalitetno. A vidiš, da ni noro, no? Ja, če me- kakšna slučajno Oboje. spodaj bruha plamen, A mi daš onga drugega? Čakaj, lej, dej. Bojo telili super, a ne? Direkt za tiste da še dneve gledaj vlogo. Le vzgori, lej. Ne, se vem, tipam, koliko Hočeš je to, ne? razlika že... Po utipu, Ful je ne? razlika. daš Mehkoba, ne? Pa jaz sem imela še celo malo bolj plastične od tega. Ja, Pa jaz tudi, po mojem. Pač jaz ne vem, zakaj sem. Pač meni je bilo to ok. Jaz nisem sploh razmišljala. Pa je prišla pa moja sestra in je odkupila, zakaj ti ne uporabljaš bombaža, ker sem jaz enkrat prinesi pač vložek sposodila in so bili njeni ful bolj mehki in ful bolj tako in jaz skupaj. Kaj zdaj Ja, no, ko sediš, da ni to vse tam neki, ko je ena vrečka. Jaz moram reči, že sem bila Ja, navajena. to vrečka je, ja. Jaz isto, In ko sem, ja, ko sem bila mlajša, sem bila navajena take nosta, pa zdaj ne vem, mama pa sestra so to. Ja, ne vem, ja. Ti se niti ni bilo... Itak se bolj oglašuje, po mojem, pač takšne vložke, oziroma, Pa tisti so na... oziroma prvi bolj so na polici, pogosti ne vem. na policah v trgovini, tako bom rekla. Mogoče. Ja, sem se Ja, včasih so seveda. bili te iz naravnih materijalov, ampak so bili pač res unita debeli, ta ogromni, ki pa nisi pač hotla tizga Ta je nositi. videti Tako imenovan precej cegu, ne? praktičen. Ja, kaj je ena plenica bila. Ja, ker pač jaz ne vem, se spomnim pač, da to sama itak je bila skozi nekje, to je itak slovensko Vzem pa podjetje, potipi. ni? Ja, mislim, da je, no. To samo je slovensko podjetje. Ja, In kaj je bila fora? Lej, Da razlika. skozi imaš malo v zadnji, a ne? vidiš. In pa je bila fora, da uporabljaš ponavadi dobiš une plenice, sem hotela reči, ko rodiš. Ja. Ta debele, a veš, ko da je. Te, ki Pa so- te izdelke za otroke imajo ful pač. Pa bliže. Ampak govorim, da tam in pol nisem nikoli probavala tega, ne? Ampak jaz sem zdaj, jaz sem imela ful težav. Jaz za razliko od Ane, a je to kaj razlika, mogoče, one dve nimata otrok, pa mlajši sta, precej kaj jaz. Mi dve sva tam nekje, po mojem. Oni dve sta mlajši. Recimo nimata kaj, sploh nima nobenih težav načeloma, ne, trkej, ampak govorim, a je kaj razlika pred porodom, po porodu?
Glede česa? Glede Je teh veliko razlik. Mislim, veliko je razlik. Vsaj otroka, ne najmanj. Ja. Ampak ne, hotel sem reči, pri teh težavah spode, recimo čistko vnetja, ki pravijo, da se 75% žensk sreča z vnetji vsaj enkrat v življenju, da a jih je pred porodom manj ali jih je po porodu manj. Jaz bi rekla, Ana je rekla, da jih je imela pred porodom več, jaz bi rekla, da jih je bilo pri meni prej ful manj. Dejansko je tudi odvisno od vsega mogočega. Ni porod verjetno ta glavni dejavnik, Okay. ampak menjava spolnih partnerjev, način življenja, stres, ne nazadnje, katere Jaz vložke ne vem, kaj si ti po uporabljate. porodu delala, pa koliko partnerjev si zamenjala. Ja. Kakšno Mogoče je fajn bila to napaka, da sem jih prej ful več, pa nisem imela nobenih težav. Vidite, še evo, lej. To je to. Se niso bakterije mogle ustaliti. Mislim, fuljenih faktorjev, ko vplivajo. Fuljenih Mislim, tudi, kako faktorjev, se tako zelo čuvaš, po težko mojem. rečemo. Ja, tako, tudi malo se spremeni spode, ne, različno. Zdaj, če ste bila reciva, ena od zgodb je grdo strgana oziroma grdo zašita, ne, po samem porodu, ne, Okay. je potem nožnica lahko zja in je dejansko vstopna točka raznih bakterij bistveno večja. Ne zdaj tisto, kar je normalno, kot smo se prej pogovarjali, in zato izcedka oziroma izliva več in je pač dinamika boljša in zato manj težav, ampak je ravno obratno, pa toliko zja, da je pa vse narobe. Ne. Ja. Okay. Nekaj, jaz sem začela recimo čistko, mi imamo sponzorja oddaje tudi Vitamin Klinik s prehranskimi dopolnili, a ne? In jaz se prav spomnim, ko sem začela jemati prav istočasno vse, ne? To njihovo laktikvino, ko ima te laktibacile, da bi pač od znotraj si pomagala, če je pomagala, ker sem imela poln klinec antibiotikov. Vedno je bil. Ja, Ne? to ponavadi In samo potem gre, sem ja. začela še s tamponi in jaz pač nisem prevedla, da obstajajo tamponi s probiotiki. Ja, Ti veliko hotela nosiš reči. tampone, ne? To. Ja, in sem probiotiki, da pač ne, in jaz pač le jaz ne vem, ampak a to pomaga, ali se mi je kar naenkrat life spremenil in nisem več pod stresom. Jaz mislim, da to pomaga. Ampak jaz govorim, da se stvari ful spremenijo. Res so se spremenile, na boljš, bistveno na boljš. Ni toliko, mislim, toliko težav. Brez hlačk v službi, to pomaga, ne? Ja, to sem bila samo enkrat, to ne vem, če je pomagala, ne. Ne, ampak je pa res, da včasih ni bilo teh stvari na voljo, ne? Mislim, zdaj je recimo noro, ne? Da imajo te tampone s probiotiki. Pa jaz tudi nisem vedela, recimo. Mislim, nožnica je eno tako posebno okolje, ki Okay. mora imeti kiso pH. Kiso pH vzdržuje neki Dieterleinovi bacili, ki so še najbolj podobni unim istim, ki so v jogurtu. Ja. Zato To nekje... včasih rečejo, da se z jogurtom namaščamo. Ja, še res ne je. vse. Ja, da se Navadnim ne, da jogurtom. se zunaj namažeš po porit in pa Ja, da daš ja, not. Ne? ja. Ja. Tako da, ja. Tudi to sem probala. No. Kaj je bilo hudo. Ja, kaj je hudo, pa nekje, ne vem, nekem kempu, Bogu je za nogo, ne, tudi to pomaga, tako. za ta čas, dokler ne pridemo kakšne boljše pomoči. Ne. Tako. Tako, kiso To je eno pH. znanje, Ne. bak. Zdaj, s čim vse ta kiso pH podrejemo? Polno enih zgodb. vsem, ne. ja. Ena je, Drugim ena spermo, takšnih bilo, ena od sperme, ne. Ena je menstrualna kri, ne. Predvsem so pa recimo antibiotiki, ne, ki ga jemljemo, ne vem, za vnetje grla, ne. In vse te Dieterleinove bacile potavčamo, ne. Ker pač se antibiotik je najbolj neselektiven pozna tle od spodaj in lahko, takrat ne. se pol blazno razrastejo glive, ker za naenkrat hrane je veliko, življenjskega prostora veliko, ne, glive so zmeri v nožnici, ne, pa za naenkrat prostora polno, ne. si In tako dum grozen. udari, ja, res je, ne, in dum udari pol pač ta zgodba, ne. Tako da ja, vse te stvari, ki spremenijo pH, ne, nepravilno milo, preveč umivanje, ne nazadnje, ne vem zakaj, ampak jaz imam ta občutek, pa ne, da se mame učijo, tam je lulika, pustijo, to je umazan, in tako naprej, in potem Ampak od če pa malega preveč naprej umivaš, pereš, pa to pereš. ni- Pa ravno to hočem priti, ne? Ne vem, ženske pol počas dojamejo, da so delfini in to je treba kar naprej mokro Jaz se biti. zato smo Me se noro, ne. pogovarjali, da imamo Saj že niso, ne. napačen odnos mi v Ja. bistvu tukaj spodaj. Ja, seveda, ne. Ja, zdaj so v bistvu, enkrat ja, na dan dovolj- je to. Zdaj, seveda, treningi Dovolj. kar naprej v nekem čudnem Mislim, se ni treba dresu, ne vem kaj. ampak vsaj preoblačiti Je v bistvu Ja, tako, ne. poročljivo je samo dvakrat oziroma enkrat na teden, če že, da se z gelom oziroma z milom. Ja. Jaz se drugače sploh nisem bila navajena recimo s kakršnim koli milom sploh umivati spodaj, tako da jaz tisto področje sem ponavadi spustila, samo vodo. Pametno. Ja. Se to vsi priporočajo Pametno. načeloma. Ja, jaz sem pa včasih zelo, zdaj sem ker sem slišala že od parih ginekologov, da ni v redu, sem nehala. In glizani sem se s sodelavko pogovarjala, rekla, jaz vsak dan, jaz sem pravila, ne vsak dan. Poglej, kakšno našo A če epizodo. že pa milo, boš pa videla. mora biti ta pena za intimno nego, da je res za občutljive. Pa primeren dele. pH, ne, da je. Ja, pa pravilno, ja, tudi to, ja. Kakšen kamilični čaj, super. Ne, pa, veš kaj, jaz To sem tudi slišala, ja, kamiličen čaj, da je za Ja. take stvari. Meni je recimo tudi zanimivo, ker recimo mogoče je cena teh tamponov in vložkov, dajmo reči konkretno, teh mal više od tistih Ja, ostalih. Pa ne, jaz bom rekel, veš kaj, spet ne tudi toliko, brendi, no. ne, pa ne, Mislim, nisem, glih to ne, sem hotela reči, ampak, a veš, ful je zanimivo, da obstajajo, pa saj sem bila jaz ista, se kva govorim, da obstajajo, da obstajamo, ne, ali pa če sem jaz zdaj ven iz tega, da tle ti je ful težko dati €1 več za pakelj vložkov,
včasih, a ne? Ampak mislim, da ti je težko, dokler se ne začneš cent ali pa dokler nimaš težav. Kaj pa si rečeš, mislim, če daš lahko za nohte, če daš lahko za frizerja, za pramene, pa nekaj, a veš, tako daš za eno, pa veš, da imaš nekaj, kar ti ne bo povzročalo mogoče dodatnih težav ali pa saj ne bo sproduciralo težav, ne? Ampak nismo tako naučeni. Jaz, kar sem hotela povedati, sem se sestrično samič pogovarjala, pa sem mi rekla, ker ima neka tudi vnetja, glih to, dej, please, pa dej si kup bombažne vložke. Dej nekaj s tem plastičnim sranjem. Sploh pa tampone. Ja, sploh pa tampone, ne, in je tako rekla, ja, vem, ampak ti so ful dražji, pa sem si mislila, saj sem tako, naučiti se moramo, da pač lahko, mislim, da se tle tudi začne. Mislim, zakaj? Niti težko bilo dati tisti dan, ko si šla na pedikuro, pa manikuro toliko denarja, pa na vsake 3 tedne gre, ker se kao vidi, a veš, tle pa boš ne dala. In sem pač mislim, da je treba se naučiti, da je tako, kot kaj dajemo vase, kot je hrana, piš tudi kaj dajemo nase. Kako ste rekli, bombaž? Ja, seveda. Ampak se mi zdi, veš, da včasih, ko je nek velik brand, ti kar zaupaš, da bo to v redu, in pa ugotoviš, da ni, ne? Ne, ni nujno, ja. Prve vložke, ki smo uporabljali, smo to spustili od enega brenda. Z moškim. To tudi ni vsem, kjer ga spustiš na se ali vase, ne? Ja, no, tudi to Ja, recimo. se je, tudi to mora biti zbirčne, ba je bolj kot si misliš. Jana, mogoče jaz bi vprašala, pa potem boste vi povedali, če ste imeli kdaj pacientko. Mislim, da je mogoče zelo, če je preveč intimno vprašanje, pač reči, da nas noš odgovorila, ampak a se ti je sploh prej, ko si imela ta bolj pogosta vnetja pred rojstvom, a se ti je dogajalo, da nisi svojim partnerjem hotela seksati zaradi vnetij? Ja, absolutno. Se ti je dogajalo? Mislim, absolutno, zaradi tega, ker ne glede na to, a imaš, ne vem, izcedek iz nožnice ali pa imaš vnet mehur. Oboje je blazno moteče, zna biti blazno boleče. Okay. Pa tudi, mislim, neroden ti je, ne? Recimo izcedek ti je neroden, ker pač ti ven teče, ker ni ok, ali pa recimo, če imaš glivice, ker je zdrizasto. Mislim, valjda zadnja stvar ti je seks, mislim, na glavi. Pa sploh recimo trudiš se tedne in tedne, No, da si to. vrneš neko ravnovesje. In pač tle pač morajo moški razumeti, da potem pač ne bom zaradi enega seksa vse porušila. Daj mi cajt, da se spravi situacija nazaj, mislim, in potem bom z veseljem dala na razen noge. Ja. Še vas vprašala, ker jaz sem imela ta issue skozi, a veš, glih to je fora. Recimo, da je partner razumel, da imaš pač, da se ti nekaj dogaja in da ne moreš. Pol si bil pa boljš, recimo tudi zaradi antibiotika, ne? Ja, pa si ampak bil je bil 2 dni boljši. In pa si imel ta konstanten strah, da bo en odnos Vse porušilo. spet vse porušil, pa pač to je vseeno trenje, je v nožnici neki. In pa si se tudi mogoče včasih malo zaradi tega izogibal, a veš, in pač tega pa ni več razumel. Tle so se pa začela, veš, kaj pač tako, se te je čakal, valjda na usilovate, če si vas bogi nikakav in pač ne, mislim, se ima razumevanje. Pa si pa dober, zakaj pa zdaj ne? Pa sem mislila reči, zato, ker ga bo še enkrat dal noter, pa bom spet imela... Ja, bom spet imela celo Pa štalo, ni nujno. Ja, Ni nujno, strah ne? je, ja. Ampak strah te je, ne? Veste, kako je? Zdaj, če gremo korak nazaj, ne? Dajmo. Na dan predno. Se pravi, na oralni seks. Ja, no, ti ne, ste korak naprej. Ti ste korak naprej. Drugi Zdaj gremo načini, korak kako nazaj, se ne? poigra. Tako, povejte. Da gospod ne bo tako nervozen, ne? Ne, če gremo zdaj nazaj, en dan, ne? Recimo, dan predno se je zaznalo vnetje, ne? Takrat so verjetno že bile bakterije ali glive ali oboje prisotno, ne? Ampak ni bilo še zares vnetja, ne? Ja. Da ste imeli odnos, ne? In tisto, kar ste imela nožnici, ste dala naprej. Okay. Gospodu. Ne? Mislim, si šel tudi na njegovega. Seveda, spodje pod kožico ste mu spravili, ne, da je na toplem, da se ne prehladi, a ne? In je to. A ne? Vem, kaj hočete povedati. Ja, točno seveda, to. Ne? In pol pa, vi imate paniko, težave, zdaj treba nekaj narediti, ali ginekologa, ali neko zdravljenje, ali gore dole. Na koncu po 3 dneh smo stvari uredili, ne? Ja, vzeli smo vaginoleto. On ima pa zdaj tu ne tvoje iste, evo ti, nazaj. Pa se ne uničijo. Ne, ker tudi on more to predelati. Se ne uničijo, tudi on more predelati. Koliko časa pa predeluje? Ja, zdaj je odvisno, ne? Zdaj je zelo odvisno, ne? Tako da to je nemogoče reči, da predeluje 3 dni, 3 ure, 3 tedne, ne? A je odvisno tudi od tega, koliko se moški umiva, koliko ima hidracije, koliko se umiva, koliko ima hidracije, to je vse nekaj od tega zraven, ne? Ampak spet, ne? Pretirano umivanje ne bo ničesar rešilo, ne? Kvečemo obratno. Tako da klej je res pomembno, da se razume, da če je bila neka skupna zgodba, neka skupna bolezen, se morata oba zdraviti, ne? To ne bojo vsi ginekologi potrdili, bojo rekli, saj nimaš spolno prenosljive bolezni, ker recimo glivice niso, ne? Ampak mislim, koliko moraš biti pameten ali pa koliko kmečke pameti rabiš, da veš, da če smo zdaj le glivice, pa jih je on tudi dobil, da zdaj, ko bo nazaj prišel, v onem smislu, ne? Po mojem sploh ne pomislimo, da... Ne, pa tudi veš kaj, Se pravi, da ženskam je mogoče tudi to pol mal neroden, a veš. Se pravi, vse No, znočem... mlajše pa nimajo, sorry, kad te prekinjam, ker nimajo mogoče
še partnerjev, tako možov, pa to, ne, pa ti je pol neroden reči, ne, jaz sem pa imela zdaj en teden glivice, da malo poskrb za sebe, a veš? Sigurno, ker se mogoče včasih premalo pogovarjamo in tako to vedno pravimo. Pa tudi o teh tipi ne stvareh. vejo toliko o teh stvarih, a veš, pa pol mislijo, ne vem, da si ti umazana ali pa ne vem kaj. Ja, ko imaš, no, ne. Ampak zdaj ste mi, sem to, mislim, zamislili. sem te prekinila. Ne, saj sem to, ampak dejansko, ne vem, ker sem jaz imela ta ful ponavljajoča vnetja, ne, je dejansko bila opcija, tudi če sem zamenjala vložke, tudi če sem nehala se z intimnim milom toliko drgant in prati neki, da dejansko je bila možnost, se pravi, jaz sem imela neko vnetje, potem se je pozdravil zaradi, ne vem, tega vaginaleta ali pa tega, ki dajo noter. In potem je bilo čez 3 dni je bila spet akcija in jaz sem spet dobila verjetno vnetje zaradi njega. Sebe nazaj. Mislim, lahko bi spet zaradi stresa, se mi kaj porušilo zaradi stresa in nepravilne prehrane, dajmo Vedno je- reči. vedno Ja, je ne, stres, svoje, stres je svoje, stres. ne, ampak je res. Takrat se Moški res ni nič krivo. Ne, pa se nočem nič kriviti, ampak nisem niti pomislila na to, da ker se je to tako hitro pozdravilo z unim antibiotikom, Ja, da je saj, potem saj. v bistvu, da sem spet svojo stvar nazaj fasala. Ja. No, zdaj pa sploh ne bomo seksali, še dlje časa po vnetju, a ne? on bo mogel tudi Hecam se. imati neki, Ne, ne, pa ni fora, saj sem fora, da sploh mi nisem pomislila, evo, lej. Ja, jaz Ampak ne. čakaj, usta se pa to ne more prenesti, ker je slina tako agresivna, da itak pobi. Evo, Ana je najdla rešitev, kaj takrat. Lahko. Pa čakajte, Si kdaj slišala za afte v ustih, recimo? To imam tudi! oh my, Ne, ja, vidiš, smo že tam, ne? oh my god, Smo že tam, ne? Pa če so rekli, da zato, ker mi odpornost pade. a ja, ti Pa pade, stres. ja. Pa stres. Ja, ne, vidiš, ja, to je to, ne? Prav, moramo iti ginekologu pa vse ta navodila, kar ja. se tiče drugih organov. Ja, tudi drugih organov. Ja, ne, to je Sem dejansko- drugače so zafte in herpes tudi zaradi Ja, odpornosti. No, pač. Ne, Absolutno, seveda je, ne. Jaz sem prepričana, da je to zaradi stresa. Ne, res, oziroma Ker zaradi seksa ni moglo biti, a ne? mislim, dvomam, da je bilo to zdaj. Dva imam. No, dobro. Zabavno. Stale. Ja, Kje kje smo smo zdaj stale? ostali? Da si pridem gor z vsemi informacijami. Ne, jaz sem v bistvu še hotela vprašati menstruacija, kaj se dogaja. A lahko, prosim, vi kot ginekolog enkrat vsem ženskam, ki tega ne vejo, Razložim ciklus, a kaj? ja, ampak tako, dajmo po domače. Po domače, absolutno. Po domače, dajmo razložiti, zakaj vemo vsi, da znamo biti, tako kot moški, tudi ženske, sitne, zoprne, imeti slab dan, ker je to čisto človeško. No, ne? se govoriš. Vendar je tega v enem obdobju več, ne? Tako, vendar je tega v enem Spet smeje tam. v enem obdobju več. Ne, govorim, da pač res 100 razlogov je lahko Ja, ne, ja, zunanjih. vedno, ja. Ampak Stres. da obstaja stres, točno to. Recimo, jaz sem imela danes sestanek s šefom, danes sigurno nisem živčna zaradi faze, v kateri sem v menstruacijskem ciklu. Kar sem hotela povedati. Hočeš vprašati? Je, da imamo v menstruacijskem ciklu imamo 4 faze in da je vplivanje hormonov na vsako od nas Vse, različno, vse. ampak da pa obstaja recimo neke skupnosti čišče točk, Ja. kaj se nam dogaja v neki fazi, in da tudi ženske mogoče razumejo, zakaj odreagirajo tako, kot reagirajo, in da tudi fantje razumejo, zakaj v nekem trenutku se obnašamo tako, kot se, čeprav se nočemo. Ja, prosim, povejte. Ampak oni mislijo, da se zmišljujemo in da so tam tečne babe. Ja, Tudi kave še nismo spile. Se pravi, 4 faze, ne? Menstruacijski cikl se začne z menstruacijo, Ja, nam govorili, ne? prva faza, V tej se pravi, fazi praktično ni do 6 nobenih dni. hormonov, spolnih, ne? Sta 2 hormona hipofize, ki zdaj poženeta celo zgodbo v ponovni tek, ne? Okej. Ja, ampak potem je ta prvi Uroš, del, posluši. ki vodi v ovulacijo, ne? V tem delu ena jajčna celica dozori, a ne? In ob ovulaciji se dobesedno poči jajčnik in ven se zlije voda in noter jajčna celica. Ne? In takrat so dnevi, se pravi ovulacijska faza, ko smo najbolj receptivni seveda za zanositev. Načelno bi moralo tudi takrat ženskam biti najbolj všeč, kar se seksa tiče. A ne? Ampak lahko pa tudi, recimo, čutiš kaj, ne? Da se ti dogaja. Ja, temu kaj se med reče ovulacijo. Mittelschmerz, ne, po nemško, Kaj ali jaz- bolečina sredi meseca. Boli ne. kot svina. Ja, lahko tebe boli kot kot svina. Ja, Ja. na enem jajčniku, na drugem pa ne. Lahko je Ja, posledica prav, jaz neke čutim med brazgotine. ovulacijo. A ne? Lahko je posledica, ker namreč jajčnik dobesedno, se nisem prehecal, poči in se ven zlije ta tekočina iz grafovega folikla in jajčna celica, da ta poka gre tudi čez kakšno žilo na površini jajčnika. Po porodu bo ta bolj čutljiv. Ja, Jaz to v bistvu ja, zdaj tudi res. čutim Pa pol ovulacijo. na Noro. koncu pravi ženska, 45 let stara, govorim na pamet, ampak ful zgodba, ne, kar naprej, ne. Je rekla, ko sem bila mlada, ko sem hotela, da imam ovulacijo, da ali bi takrat seks, ali pa da takrat nikakor ne bi, ne, nisem imela pojma.
Zdaj, stara baba. Ja. Rekla, vem na minuto, kdaj se je sprožila. Zdaj pa, oprostite, ker vas prekinjam, še enkrat boste rekli, nisem ženska vedela. 45 let stara je kaj? Stara baba je Ona rekel. tako reče, jaz ne. Okay. Jaz nikoli. Mislim, halo? Nisem še tam, ampak bom pa malo, to da vem. Ne govori, to je super. Ne? Skratka, v tem smislu ne, delujejo, ne, se pravi, to je ta ovulacijski del. Čutiš fajn, v glavnem, ja. Ja. Imamo ne. menstruacijo, ovulacija, pa imamo pa še dve. Se pravi, zanimivo, ovulacija, nisem vedela, da se ovulacija, spremeni potem je pol, se pravi, imamo menstruacijo, potem imamo prvi del ciklusa, a ne? Folikularna. Folikularni del, bravo. potem imamo ovulacijo, potem imamo luteinski ali progesteronski del, a ne? To je pa ta četrti. Pa smo pa spet v menstruaciji, ki je pa spet ta prvi, ne? No, kdaj nas pa hormoni razbijajo? Ja, hormoni nas razbijajo, vas razbijajo ves čas, ne? Ampak najbolj tolčejo v tej proliferacijski oziroma četrti. Četrti. Četrti Po fazi ovulaciji. pred Po menstruacijo. ovulaciji, ne? Lutealna. Kaj se takrat dogaja? Lutealna Takrat je faza. zelo velik hormona, lutealna se imenuje, zato ker imamo v jajčniku rumeno telesce, ki se imenuje to v bistvu korpus PMS? luteum in zato lutealna Ne, faza. povezan. In to je edini mesto, kjer ta progesteron sploh nastaja. Zakaj je ta progesteron zadolžen? Da žensko pripravi na nosečnost. Se pravi, vse mogoče stvari se zgodijo takrat. Zakaj smo Menstruacija, dosadne? se pravi, ja, polna maternica je zdaj sluznice, ki je polna glikogena. To je eno od sladkorjev, ki jih ljudje proizvajamo. Ne? Ja. Polna je glikogena tudi sluz v nožnici. Če imate zelo, kako bi človek rekel, Mokro. Ne samo mokro, ampak partnerja, ki je recimo sommelier, a ne, bo ta buke znal zaznati in povedati, da zdaj smo pa. razumem. A ne? Ja, ja. Prav ima vonj ta hormon. In okus, ja. in okus. Ja, bo Kakšen na bolj sladek? na sladko. Ne, da Čakaj, kdaj, kjera faza je to, da vem? ja, To je pred menstruacijo. imaš diabetika, kaj? Za glavo, ker jake so Nimaš bili. diabetika doma. Ampak ne, a res to zazna moški lahko? Ja, sladko je, ja. Posebej pa pol v nosečnosti, kjer je tega hormona progesterona pa še ful več. Ne? Ampak da vem, da je takrat sladka, ne? Ja, danes sem pa sladka. Ne? Oh my God, Ja. se pravi, v lutealni fazi je to. Ja, sladka. To je pred menstruacijo. To je pred Takrat, menstruacijo. ko sem najbolj dosadna, sem sladka. Ja. Ja? Zanimivo. Ampak ta progesteron dela še ful neke druge štale. Ne? Naprimer, ful širi žile. Ne? Takrat, če imate težave z krčnimi žilami, z unim, s tretjim, se to čuti. Ne? Če je občutljiv spodnji del trebuha, je lahko takrat pri seksu še bolj občutljiv. a ne? Vpliva na zaznavanje možganov, ne? In vpliva tudi na najstarejši del možganov, to je olfaktorni oziroma vohalni del možganov. Ta je To še je včeraj mi povedal, sem Kaj, ne šokirana. Ne, drugače vohamo. Ženske, Ja. veste, recimo, se mi dva najdeva, ne? Noro, to In rečeš, ne? Zdaj to poslušam. Recimo, pol, ko bo konc tega snemanja, bo pa začela razlagati, Meglič, jaz sem tako nekaj čutila, ne? Skratka, v tem smislu, da zakaj ti je nekdo simpatičen? Tako, mislim, razen seveda obnašanja, pa kaj je povedal, ne? Zato, ker ti dobro diši, ne? Ampak tega ne veš. Ja, Ker v resnici ne zaznavaš več. Ne? Ja, ne zaznavamo več. Ne? Mislim, zakaj je čisto podzavesti, ali kaj? Ja, zakaj je žensko spolovilo kosmato? Zato, da dalj časa von zadrži. Kjer von, kdo ga zdaj voha? Prvič, se brijajo in drugič ne, dajmo se gor namazati, sem živim, da bo pač von nekaj čist redga, kot tisto, kar je. Ne? Plus tega deci tega, halo, adijo, pamet, ne? Nikoli več ne vohajo tako, kot bi mogli in dojemajo tako, kot bi morali. Ne? Ampak, če gremo nazaj, zdaj osnovno, ne? Dva sta si všeč, ne? In ona in on pravzaprav ne vesta točno definirati, zakaj. Ne sem zato, ker je take pa take barve, pa zato, ker je takšne postave, pa zato, ker ne vem kaj, model številka ta pa ta itd. Ampak ne, neka druga zgodba je kle, ne? In ta zgodba je von. Ampak tega mi ne vemo. Ampak to zaznavamo. Ne? In ta von se lahko skozi mesec ful spreminja. Ne? In je drugačen tudi v tej fazi lutealni, ko je von spet drugačen. Zato ti mogoče v lutealni fazi tudi neka druga hrana paše, neka druga stvar, kot sicer izven tega območja. Čak do konca. Zdaj prihajamo do tja. No. Zdaj prihajamo do tja. Ne, ni bil. Ni hec. Kaj se pa zdaj zgodi v nosečnosti? Ne? To sigurno veste, vse, ki ste že bili noseče. Kako ti naenkrat neka stvar, ki ti je bila od nekdaj dišala, zdaj začne smrdeti. Ja, kako neka hrana, ki si jo hotel do zdaj imeti, ali pa si zelo rad jedel, zdaj nikakor ne, nekaj, kar ne bi nikoli dal vase, zdaj kar naenkrat paše jest. Ne? To je vse zaradi pač spremembe hormonov. In enaka zgodba je zdaj z vonjavami. Naprimer, punca, ki jemlje hormonsko kontracepcijo, zaznava von drugače, ker je pač hormonski del spremenjen, tudi pri moškem. In zdaj bom šel v najbolj absurdno skrajnost. Ne? Imaš tabletke, ne vem, za prejšnjega partnerja, zato da imaš urejen ciklus, zato da ne vem koga, nimaš pa tipa, ali pa se je starega našutirala in iščeš novega. In zdaj ful si nekdo zapaše, zdaj ta prav, ne? Ta von njegov, to, kar ne vemo, ne da. Pa greš pa ti dol s tabletk, ker zdaj sva pa mi dva resna, ne
naenkrat tip ni več ta prav. Zato, ker ti je zaznavanje v tistem času vonjavno bilo drugačno. Ne? Ti smrdi. Ja, ni ta prav. Ni ta prav, ne? To zato, ker si s tabletkami lutealno fazo. Ne. Se pravi, v tej lutealni fazi, ne, v tej lutealni fazi se ful enih stvari dogaja. Ne? In tudi, seveda, potem tudi obnašanje, tudi dojemanje okolice, tudi, ne vem, bolj te moti svetloba ali pa ne, bolj te moti ta muska ali pa ne. Mislim, jaz sem ful čustvena, jaz dramo delam. Ali pa čustvena. Vse te stvari se nadejo. Ampak vedeti moramo, da lutealna faza ni namenjena lutealni fazi sama po sebi, ampak temu, da se bo ugnezdla jajčna celica. Se pravi, zdaj, če bi morali tako, kot gre, zdaj, čisto biološko govorimo, ne, na ovulacijo zanosimo, drugače itak ne moramo. Po ovulaciji se vse pripravlja, da bo ta zarodek, ki je zdaj šel v jajcevodo in se bo zdaj spustil v naslednjih 14 dneh v maternico, vse pripravljen. Ful debela sluznica, polna glikogena, da predno začne neka posteljica ustvarjati, da se bo to lahko ugnezdilo in da bo imel odkot prehrano ta revež, predno začne zares rasti, itd. Vse se na to pripravlja. In če slučajno zares zanosimo, začne ta nastajajoča posteljica izločati en hormon beta-HCG, to je tisto, ki se popiškaš, pa pogledaš, pa jo, sem noseč ali pa nisem, ne? Okay. Ja, ta hormon prepreči, da bi to rumeno telesce, korpus luteum v jajčniku propadlo. Ja, pa ta zdaj šele dobi nov zagon in začne zdaj s produkcijo progesterona v neslutene višine, ne? Če tega beta-HCG, ker je večinoma ni, ker pač ni bilo nosečnosti, korpus luteum propade in tup dobimo menstruacijo. Zakaj? Ker se izloči ta sluznica, ki cel drugi del meseca rastla in se pripravlja na ugnezditev zarodka. Zdaj je pa pač zarodka ni in smo se izločili. Tako da ta lutealna faza ima ful pomemben, ker dejansko... Ampak najbolj zoprne smo pa v njej. Ja, najbolj zoprne, ne? Ampak za koga? Zaradi Ja, vse je nekaj narobe, ne? Vse je narobe. Vse je nekaj narobe, ne? Ja. Ja, se pa to, recimo, če bi zanosila, se pa pol to uravna, ne? A veste, ker ženske ali pa menstruacijo dobiš pa se spet uravna. Ženske, že gledamo spet biološko, da me ne bojo tam ne vem kakšne gospe ganjale, ampak narejeno je bilo, da je ženska večino svojega rodnega obdobja noseča ali pa vsaj doji. Ne tako kot danes, ko živimo, pa ne moramo si tega privoščiti, ne kulturno, ne socialno, ne vem kako, ne nazadnje tudi ne biološko. Kaj pa včasih, ko so ženske, ko so pa imele tako, da so res bile noseče, noseče, pa je pol tudi že začeli so te organi ven siliti in tako. No, tako so bile pa druge težave, ne? To smo detajli, ampak recimo PMS-a so imeli zelo malo, ker je bilo tega zelo malo, se smo bili kar naprej noseči in doječi, ne? PMS-a nima. Zdaj niso bile tečne. Je bilo bistveno manj raka jajčnika, ne? Pa zelo manj ločitev tudi, ne? Zato, ker je bilo v ovulaciji bistveno manj. Vseh teh zgodb je bilo drugače. Drugi razlogi, zakaj je bilo. Ja, Instagrama pa Tinderja. Ja, to. Absolutno. Ok, zanimivo. Kaj pa, če recimo ženska ni na tabletkah, pa v svoji lutealni fazi spozna nekoga, je tudi opcija, da... Bo zelo v redu. Bo zelo v redu. Bo zelo v redu. A torej pravite, da je treba moške vohati v tej fazi? Še najboljše, če jih vohate v ovulacijski fazi. Takrat so nam najbolj fajni. Ja, pa pol nisi najbolj zaznaš, kakor so v resnici. Ja. Ker ne nazadnje, zdaj, v ovulacijski fazi iščeš partnerja, ne? Da ti bo dišel čim dalj cajt. Ja, da ti bo dišel, ne nazadnje, da te bo oplodil, zato si zdaj v ovulacijski fazi, ne? Pozabimo zdaj to, da ti to ne razmišljaš tako, kot resnici seveda valjda ne? Ampak pač to je ta zgodba, ne? Še zmes smo živali, zelo ljudje ne radi to slišijo, ne? Točno to je to, ne? A je tudi pri seksu razlika kakšna pa? Razlika v čemorkoli. Tudi koliko ti paše. No, se to, se pravi, je ta folikularna pa ovulacijska faza so veliko bolj, ne vem, želja po seksu je večja. Tako, hvala. Kot pa tam v lutealni fazi, ko se pripravlja na menstruacijo in res ti ni do življenja ponavadi. Tudi kle so razlike. Seveda, se nočem generalno postaviti. Sem imel neke pacijentke, ki so povedale, da ko me čaka, da bo spet noseče, ker takrat jim pa tok paše seksati, ne? Da to je noro. Čeprav je res. Ampak to v resnici, ne? Ne, res. Večinoma... A se ti spomniš, sorry, ko prekinjam. 3 do 6. 3 do 6? Ja. A res, jaz pa od 7 naprej. Pa če smela tak trebuh. Ne, a ti do 3 do 6 krat na dan si mislim? Aj ne, jaz sem mislila od 3 do 6. Ja, jaz zdaj to sprašujem, ne? Tako pa sem hotel kar čestitati. Oh my god, prav, stara. Od 3 do 6 mesta sem mislila o nosečnosti. Od 6 do 7 naprej, ker mi je bilo, veš kaj, prej mi je bilo slabo, pa vse mi je smrdel. Meni tudi vse smrdel. Res, vse mi je smrdel. Šel si je zopel mit, gobna zobna pasta smrdi. Vse mi je smrdel.
Razen bureka, burek je bil pa najbolj. No, vidiš, Zdaj, smesnik. Ne, siro. Sira. Prav, Ne, majsen, masten. meni prav spomnim se tam 4, mogoče še ne, ampak 5, 6, ker ni bil še trebuh prevelik. Ajde, mogoče, no, ja. Ker ni bil trebuh prevelik, pa res se dobro počutil. Takrat se pa res dobro. Ja, ker je žensk, ful si zadovoljna. Se te lahko to okolo obrne. Veš, ni treba gledati na Vem, za pol je bil že Ja, presežem. najprej tako pejt stran, pa je prid sem, pa ne morem več tega nositi, naj gre že ven. Ker je pretežko že. Mislim, da pa je že na koncu, je že Mislim, kako. ja, meni Se ne da ne to paše. Ne razumem, Ne, to on mi je mi tako se mi je bil res fascinantno demi vse. mir, Ja, ne. vam Kurs padel. nosečnosti izvestno. Ja, ampak sej, Pricem. sperma, če se zliva v nožnico, tudi pripomore k temu, da maternični vrat boljše dozori Vem, se pred porodom. to je ne. meni moj, mislim, to sem jaz skozi poslušala, da je treba tudi za to seksa, tudi če ti ne paše, zato ker bo pač porod in vse je lažje. Stop, zgubila ste me. Torej, ko si noseča, je dobro, da se sperma Proti koncu, a ne? zliva v nožnico. Ne, govorimo se na koncu. Ali na ne. splošno Ja, skozi. prej Na nič koncu, ne na škod, koncu. ne, ampak pol na koncu, ne, posebno, če tam ženska po roku, pa se še to, kar vleče, vedno Hodi rečemo. po stopnicah in gospa, seksaj. Gospa, zdaj pa indijanska metoda. Na polno, z Ja. izlivom vred, ne? A, to pa slišala. Ja, ja. Sproži. Nekaj v spermi tu sprosta glandin, Ampak- to je eden od... Samo še nekaj, recimo, jaz sem imela ful nizko nosečnost, jaz v 8. mesecu, recimo, sem že čutila, če sem veliko hodila, že ful, Tle, da mi dol tiši. V tem primeru pač ne sperma v nožnico, ne? Da ne bomo zdaj V 8. napačni. smo mogoče malo zgodni, ne? Ampak v 9. bi pa že kar, se bo vse en. No, ja, ne, se pri meni je v 9. prvi teden že prišel ven. Tako No, da je vidiš. bilo v redu, ampak okej. Ja. Razumem, ja. Sam da ne bojo zdaj punce preveč to resno vzeli, Ja, če ja. bojo. No, Kako je to vse zanimivo. To pol tudi vpliva, da ti, ne vem, en teden v mesecu fun ful lepši, kar pol v 3. Ja. Wow. Tak. Ja. Se tega, što me kar make sense. Ja. Jaz bom vas kot moškega vprašala, še ginekolog ste. Wow. Ja. Jaz sem tako. Ja, kdaj sem prav tako, jo, kako me slepega fanta, kako je muškar, kdaj sem prav, kaj takle dela. Pa sem mislila, ne? Ja, A se je zrakoči šteral. Pa sem mislila, ne? Ti sploh zdožiral, lahko švicaš. Ne, premenil, zakaj se je spet? ne, veš, odkjer sem jaz do te cikle hotela pojasniti. Kaja je enkrat rekla, da je želela od svojega fanta, da si naloži menstrualni koledarček. Bi bilo to Meni je to top, to bi bilo to lažje. A ne? On bi vedel, kaj se z mano dogaja in bil tako, ne, zdaj je v tem tednu, kaj je dosadno, bom ekstra prijazen, da ni brez, da rabim jaz prositi, ker polk, rabim jaz prositi, sem dosadna, ker prosim, da dej bod prijazen, ker sem dosadna, in pa je on dosaden, ker sem jaz dosadna. In... Okay, zdaj te ni noben živ boh razumel, ampak hočem ti reči. Ne, smo sledili. Ne, ampak je bilo fora, da ona je rekla, da je ful to želela in jaz sem rekla, da ti stara ne nabijaj, pa zakaj bi si to, ne, pač dejansko nekdo zlodil pa neki, ampak bolj, ko začneš brati te stvari, pa z večjimi, ko se pogovarjaš o tem, dejansko, prav spomnim se, da je ena punca rekla, karikirala je na primeru, da je fant prinesel rožce. Kam je v glavo vrgla? Ne, ampak poslušaj to, ne. Ja, ne, Bila je folikularna slash ovulacijska faza, se pravi ta naše gut obdobje in ko je prinesel rožce, je bilo, ljubi moj dragi zlati, koliko si fajn, cela vesela, džidži midži šterka tudi tistem dnevu, pač čisto je presenetil in je bila super. Vidiš, rože niso kar tako. Ja, ful rada rože. in potem je prinesel rože, zdaj tako, če karikiram, na enak način v lutealni fazi, v tej naši slabi fazi. In pa je bilo, ko je klinac zaplaval, vprašal, škaj za te rože, pa jaz ne maram, zakaj si mi sončnice, pa jaz sovražim rumeno barvo, veš, da vam rada rdeče rože. Se pravi, isto dejanje je naredil. Pa še smrdi mi. Pa še smrdi mi, takrat ti. Isto. A veš, to po mojem Isto dejanje. Da je motena, da ti nisi normalna. In to si mislijo. In ti si hormonsko ne moreš. To si mislijo in to čisto neupravičeno. Ja, hvala lepa. Torej, smo psihičke, to je čisto normalno. Mi smo, veš, kaj smo ženske? Ženske smo ciklična bitja, ki delujemo po ciklu in to traja cel mesec. Moški ima pa ta cikel en dan. Ja, Gre spat in se zbudi in novo na novo. Mislim, In vse isto. poglejte v nebo, ne? Ciklus pri ženski je 28 dni, lunin ciklus je 28 dni. Ja, lunina bitja. Ja, to se pač dogaja, ne? Mislim, pa to ni tako strte zvito, ne? A ste kdaj, recimo, znotraj ene družine, ne? Ste pogruntali, da se ciklus poenoti? Ja, tudi med kolegicami se poenoti. No, a vidite? Pa lahko kolegice, Dejansko se ker se niti ne poenoti. družimo vsak dan. Mi smo zdaj imamo naslednji teden, se dobimo s kolegicami, Jana pride z Avstrije in smo ugotavljali, da bomo imeli vse 3 mesece. A jaz sem vedno mislila, da je to na Ne, ni naključje. Ampak zgodba je pa zanimiva, ne? Ko sem prav razlagal eno od, no? Ampak ta je bila nekako bolj znanstveno podprta. Zakaj bi se to dogajalo? Ne? Zato, ker v bistvu
imajo vse približno hkrati ovulacijo. In da bo najboljša med njimi pa zbrana tista, ki bo na ključni alfa samic, ki bi jim pa šel zbral. Čist živalsko. Ne smo pa živaleh. Ne smo pa živaleh. V bistvu je spet poskrbljen za moške. Kaj ni več čas. Kako je to zanimivo? No, ampak zdaj Oh my god, zdaj bomo pa kao ful vesele, jej, skupaj. Je, ko smo skupaj. Vsi smo najhujša konkurenca. Ne? Ampak jaz sem vas hotela tako vprašati, ne da upravičujem na ženske za ne vem, neko zoprno obnašanje ali pa za neko nihanje razpoloženja, ki je lahko povezano, če se čisto malo zresna, z milijon z enimi stvarmi, ampak dejansko lahko na določene ljudi se verjetno je odvisno, toliko vplivajo, da si v nekem trenutku, da so ful bolj čustvene ali pa ful bolj razdražljive ali pa ne morajo pomagati in če se ta ista stvar zgodi 2 tedna kasneje, bodo pa čisto drugače odreagirale v neki enaki situaciji. Tako da fanti včasih nismo za nalašč tečne, sem to smo vam hotele povedati. In to drži. To drži. In to ste vi kot zdravnik in moški rekel, da naj se na vas obrnejo. Ampak bi kot ginekolog in moški predlagal, kaj našim moškim, kako naj oni v bistvu v teh 28 dneh delujejo z nami. Ja, dobro vprašanje. Ja, tam takoj po menstruaciji, pa tiste dni še ovulacija, pa to akcija in tako naprej, ne. Tista drug del pa mogoče bolj Premier Liga, ali kaj Hudo. Champion Liga, ne. Ja, veš to, ne. Ja, da se mečkam zbalansira. Se pravi, skupni medeni tedni v narekovajih so prvo fazo po menstruaciji, pa imamo pa čas vsak zase in individualno. Tako, ampak seveda spet je res individualno. Tako. Ženske, ki jih nič ne moti, ženske, ki jih moti tudi že v prvi fazi, kaj šele v drugi, ne, in tako dalje. Je pa res, da če se oba to zavedata, oziroma predvsem ženske, je veliko lažje. Če se zaveda, da ima ta nihanja, ne, da se zaveda, da se lahko tudi mogoče upraviči, če reče, nočem izved s tabo, spakeri, ne, da pač zna to obrazložiti, ne, naslednji dan, je potem veliko lažje, ja. Tako, pa da to neko zavedanje. Pa da to tun tako ne nori po kufer, pa ne pakira, ampak ja. Zakaj sem jaz to hotela izpostaviti, ker določene ženske ne vejo, zakaj se tako obnašajo, ali pa mlade punce in tudi dejansko fantje ne vejo in ne verjamejo, da sem ni neka pač na levo nogo je ustala, ampak da dejansko, ali pa malo je zmešana, ne. To je res. To dela zaradi pozornosti. Ja, mislim, da marca se pa se verjetno tudi kjera in kdaj. Jaz prav vem, jaz čutam, jaz že zdaj rečem, lej, to je un dan. In potem mi partner reče, a si spet, a je un dan. Oh my god, res je ta dan. A veš, ampak recimo spet to po porodu ful bolj. Vse te faze ful zaznavam po porodu. Ne vem, mogoče se več ukvarjam, ampak res in ovulacijo čutam in to, ko mi udar ta faza. Imam tako 2 dni depresija total. Spakeri, pejt, vse je narobe. Vse. Noža tja, ampak sem. Vse. Drugače to ni tako slabo, če imajo ta menstrualni koledarček za svoje hčere mame, ne? Aha, ok. Ja, tako malo. Mečkeno, a ne bi ti mogla že imeti? Kje si bila prejšnji teden? Dobro, ajde se. Poglede na to, kaj smo se znali ali pa se veš, ne, mama pa hči, ne, te relacije, ne, kljub mojim številnim otrokom nikoli nisem to čist zapopadal. Aha. A kako se pobijamo, pa imamo rade? Ja, ta del. Ta relacija. To smo šli v najstništvu čez. No, seveda, itak. Velike te... Ja, roller coaster. Se mi zdi, da mama pa hči gresta čez to celo življenje. Tako se mi zdi. Tudi to bo res. Tudi to bo res. Meni je zdaj mi je gud, ampak v najstništvu tukaj pa še res vzgajanje, pa učenje nekih stvari, pa upiranje na drugi strani, se mi zdi, takrat je najbolj burno. Zdaj pa odkar pa sem na svojem, ko imam svojo službo, ko imam svoj life in še zmeri, rada pokličem in no, se to zelo dobro žati, ampak hengata, ne? Ja, ko boš pa imela svojega otroka, boste pa najbrž hengale še več. A veš, ka bo je drugačni interesi, pa to, a veš, in ti je potem lažji, ne? Ampak spet ti bo šlo na živce še bo ona, ja, zakaj pa tako vzgajaš, ali zakaj pa tako delaš? A veš, pa se spet vrne. Pa se vrne, okej. Ja, spet smo mama nazaj. Ja, tako, to je ena stvar, pa seveda hormonsko, ne? Zdaj, tinejdžerka, ne, v svojimi Weber hormoni, ne, mama pa že mogoče v perimenopauzi pa s svojimi hormoni, a ne? Kaj pa je to perimenopauza? Ja, perimenopauza je pa obdobje pred menopauzo, pa včasih to stlačimo še obdobje v pomenopauzi. Ne, menopauza, za razliko od splošne kulture, ne, pomeni zadnja menstruacija v življenju ženske. To je menopauza, to je enkratni dogodek. Ampak a je res, da se je? Mislim, se meni je to čist grozen. To začne že po 35. letu. Mogoče je to malo intenzno, ampak po 40. pa ja. Po 40. pa ja. Po 40. pa res se začne, ne? Kaj, menopauza ali premenopauza? Perimenopauza. Prej njih malo kasneje, ampak to so tako zelo subtilne stvari, ne? Recimo,
Dajte sem, ko ste hoteli začeti, ker vas je prekinila, menopauza se šteje takrat, ko zgubi ženska menstruacijo, ali 1 leto, ko je nima. Ne. Menopauza je zadnja menstruacija v življenju ženske, tako kot je menarha prva menstruacija v življenju ženske, je menopauza zadnja, ampak to razglasimo šele čez 1 leto, ker ne vemo, je bila ta zadnja ali ne, se na vložku se ne izpiše čao ali kaj takega. Celo na tem ne. Celo na tem ne. Ja. Veselilo me je. Never again. Bilo je super, veš, ne. Tako da to je to, ne. Perimenopauza? Ne pa že malo prej, ne. Dogajati, ne. Zdaj, če je pred 40 letom, rečemo, da je to prezgodna, ne. Če pred 45 rečemo pa, da je pač zgodna, ne? Ampak ni prezgodna, je to še zmeraj vse. Ne? Po 45 pa je vse pričakovano, ne? Tako pač to gre. In senzacije so lahko zelo subtilne, tako, ne? Joj, ne, kar naprej imam suhe oči, ne? Ali pa kar naprej imam suha usta, ne? Ampak to je že ta upad, ki se počasi dogaja. Ne? In pa se seveda začne poznati v bolj suhi koži, beri, če dalje bolj zgubani, v tej Stara, že razmišljaš, a si? Razmišljam, če imam suha usta. Jaz sem isto zdale, v redu. Tako da, nalaž nisem rekel najprej suha nožnica, ne? Ker tam se mogoče tudi najprej nekako to opazi, ne? Če ne ona sama, pa med spolnim odnosom, pa oba dva reče tako, pa je zdaj in tako dalje. Ne? Ampak tisto je tako, medtem, ker te suhe oči, suha usta in tako to se začne pa prej, ne? Dioptrija se začne pri ženskah prej odvijati, kot pri moških, ne, ta starostna. Čeprav meni se je dioptrija začela po porodu. Mislim, dioptrija, utrujene učke. Prej ne, mislim, po porodu sem začela... To je neprespane noči, mislim, to je drugo, ne. Da zvečer prav ne vidim več in sem se začela tako večati telefon. Ampak zdaj, niti vedela nisto, za perimenopauzo. To je pač neka stvar, ki je bila, jaz bi rekla, še par let nazaj neka tabu tema. Sploh ni upal noben povedati, ali pa tudi folk ni vedel. Zares, ne? Iščeš razloge, zakaj se ti začne dogajati neki, ne vem, vem, da je kolegica omenjala potenje sred noči. Pa je načeloma ful zmrzljiv tip. Ampak se kar sred noči zbudila, pa je bila vsa zašvicana, ne? Pa isto, pač bolj suha nožnica, pa neredne menstruacije. Ampak spet zdaj to, kot se malo norčujete, ne, ko smo omenjali stres, ampak res je pripisala temu neki spremembi na delovnem mestu. Je tudi lahko vzrok. Ker je tudi lahko seveda vzrok, ker je tako, ne zaznaš, ne veš točno čemu pripisa to, ne? Ampak se pravi, ti znaki, da se telo stara in da bomo prišli v menopauzo, se lahko, kot ste rekli, začnejo že pri 40. ali pa po 40. Ampak se pa samo intenzivirajo, ne? A se da to kako preprečiti, ne? Ker se bomo vsi postarali, nekega dne umrli, to nam je jasno. Ampak a se da kako pomagati temu, že da nimaš, ne vem, bom rekla, suhe oči, da ni pol boleče pri spolnem odnosu, recimo, da ni presuho, v redu, lubrikant greš lahko kupiti, razumete to. Ampak tudi tako, mogoče s prehrano, s telovadbo, ne vem, s kim slogom, hvala. Seveda. Upočasnil. Tako, absolutno, lahko življenjskim slogom. Tudi zdrav življenjski slog, zadosti spanje, to mogoče bom dal kar na prvo mesto. Ljudje premalo spimo, res premalo spimo. Kaj pa je dovolj? Dajte povedati, kaj je dovolj za moške. Vsak ima neko svojo, vsak svojo, ne? Meni zadošča 6 ur, 7 ur je na vrh glave dost, ne? Moje ženi 8 ur ni zadost, na primer, ne? Tako da v tem, ampak to sva, tega glih ne prepisujem različnemu spolu, ampak pač dejansko, kje smo, ne? Vsak zase, ne? Tako da to je res zelo različno, ampak sigurno zadosti spanje. To je ena od ključnih stvari, tudi za demenco, za vse mogoče stvari. Kaj pa kakšni tek, mislim, da je Buscarol razlagal, da 4 ure spim, da njemu je to uvrh glave in da on... Ampak on ne more imeti perimenopauze. Ne, ampak tako, pač, se je rekel, da moški ženski različno se na Mislim, 4 ure je ekstrem, ker ne vem, ga težko sploh komentiram resno. Mislim, se so ekstremi. Ne, ampak pa je, obstajajo ljudje. Ne bi bili sicer zelo kao hiperinteligentni, te, ki ful mal spijo, ki rabijo ful mal spanja. Oh, shit. Ja, in zdaj sem jaz imam ful spanja. Ampak zdaj sem poslušala, mislim, da ne vem, a ste vi glih v Denis Avdićovo, ne vem, kdo ali Darja razlagala v novicah, da so odkrili en gen, kao neka mutacija človeška, pri eni ženski 71 let stari, ki pa je funkcionira za, ne vem, 5 urami spanja. Perfektno. Prav neka mutacija, da se je začela dogajati. Jaz ja nimam, ampak... Ja, ne, jaz ne. Čeprav tudi jaz sem še take članke, kdaj že prebrala, ali pa da zelo zgodaj vstajajo, pa spijo po 5 ur, točno 5 ur 53. Ma ja, le, jaz to ne morem, jaz sem bled. Hello. Ne, pa odvisno od človeka do človeka je pač to. Ampak lahko pa potrdite, da ne bojo naši moški mislili, da smo lene, se nočemo družiti z njimi, da pač mi rabimo malo
del spanja. Ja. Če moramo pač ob 7 vstati, res ne To bi šla pa je. spat ob polnoči ali pa ob enih. Ne, drugače, to sem zadnjič brala en fun fact, da bi ženske, sicer to je zdaj spet tako od posameznice odvisen, ampak da bi rabile več spanja od moških. Ja, Na absolutno. splošno, mislim, Jaz da sem tudi od to 9 do 9 Zaradi ur, do hormonov, 10 ne? ur, ali Zaradi kaj takega. ščitnice, vsega tega, ja. Za celega ciklusa, ne, se mislim dejansko, če gledaš žensko, koliko ona od sebe da na mesec, ne, ali pa moški, je res razlika, ne, Ste nas biološko kar pohvalili. gledano, ne. Ampak a te Je to, razlika. a te to tudi trud, da si... Ja, seveda to trud, se to je vse to, se Če to imaš kar vsak naprej dan nekaj drugačne laufa, ne. hormone. A veš, je pa zdaj spet druga zgodba, ne. Najbolj potenten hormon v ženskem telesu je estrogen, ne. Progesteron smo rekli prej, totalna faza, fazi, da ja. se skupaj pripravlja, ampak za vse stvari, za oblive vročine, za željo po seksu, za kostno gostoto, za, Ja, še to. za žilne stene, za vse te zgodbe je odgovoren estrogen. Progesteron nima nič s tem. Okay. Ja, ne, in zdaj z upadom, zdaj, Staranjem, precej prej začnemo izgubljati progesteron, se pravi ženske estrogen še kar nekaj imajo, ne, plus, ne, zdaj tole klele ni nobena prav okrogla, ne, Hvala. estrogeni nastajajo v špehu, v maščevju, ne. A čakaj, torej, debelejše, ko bomo dalj časa bomo imeli Ženske. menstruacijo. Ne, na ciklus ne, ampak dalj časa bo več estrogena v telesu, zato bo kožica ne samo zato, ker je podložena špehcem, pa tudi, ker je res več estrogena, jesti, bolj napeta. Ne? Tako da, ja, absolutno. Ne? Tako da imajo tudi ženske, ki so preobilne, večkrat rak endometrija, ki je zato, ker je preveč estrogena in premalo progesterona. A ne? Tako da tudi kle, se pravi, so tudi minusi, ne samo plusi. Ne? Oziroma, kot je rekla na moja kolegica ginekologinja že pred mnogimi leti, ko je bila še mlajša, je rekla, zdaj sem stara 45 let in zdaj se moram odločiti. A bom imela debelo rit ali ovel obraz. Sej to, a ti bo rad stala ali pa faca. Ja. Druga so to je. Ja, ne, res je, veš. Ja. Odločitev. In po je zelo shujšala, tako da je sprejela neko odločitev. Aha. Ja, tako da ja. Veliko spanja, da zaključimo s Ja, to dajmo. perimenopauzo. Veliko spanja ste rekli, Ja. se pravi, povedali smo neke znake. Dovolj vitaminske hrane, ne? Okej. Dovolj proteinov, ne? Da ne bomo zdaj čisto samo v vegi zgodbo zašli, ne? Dovolj Ne, proteinov. absolutno proteini, Ja. po 40. Proteini, ja, ki so tudi Vsakemu živalskega izvora, niso vsi samo v soji, ne, so to tašni, ki jih v soji ne morete najti. Ne. Ja. Tako da zadosti vitaminov, zadosti proteinov, ne, zadosti spanja. Zdaj pa ne boste verjeli, ne, ampak dobri odnosi, ne samo znotraj partnerja, ta je verjetno najbolj pomemben, ne, ker te tudi mogoče vsaj z čustvenega vidika najbolj obremenjuje, ampak v službi, ne, da ti hodijo s krofom v službo vsako jutro, kaj se ti bo dogajalo, pa to je neugav, ne, in to na dolgi rok. Nikakor ne, ne. Tako da, Torej, v bistvu, da greš z nekim mirom. ja, da, ja, da ne bomo zdaj pretiravali pa z Torej, mogoče z tudi, da se navdušenjem, po ne, ampak- 40 nehaš to gnati za nekimi cilji, kot se pri 20 recimo Ja, ženaš. seveda, ne? seveda. Se ponavadi si pač v tem obdobju že nekaj dosegel in veš pač, kje si v življenju. Zdaj se sprijazniš ali ne, boš da se, pa nekako umiriš Tako, life. Ne? ampak pol v nekem hipu, ja. Kaj ne, Ne, ampak v nekem hipu pa pol nastopijo hormoni. Ne? Se pravi, mi vemo, da imamo pomanjkanje hormonov, se to dogaja. Ne? Torej, najbolj logična in tudi zaresna stvar je pa pač dodajanje hormonov. Ne? Zdaj spet povem zgodbe iz ambulante. Stopi noter gospa stara 55 let z vranje črnimi lasmi, ne? In ko mi našteje vse to, nima več menstruacij, fulje obliva, ne more spati, čustveno razdražljiva, mož se bo ločil, pa tudi sama sebe bo požrla, ker se ne prenaša, kakršna je postala in tako naprej. In tako dalje, To so ne. znaki, ki jih je prvo Ja, ja, ne, vse to se ji dogaja, ne? Nobene želje po seksu, ne bog ne dej. Ne? In rešitev je zelo enostavna. Ne? Začnimo z estrogeni, ne? Pa seveda nekaj progesterona zaradi maternične sluznice moramo dodati, ne bomo šli zdaj v detajle, ampak ne, estrogen kot bistvena komponenta tega, ja, ne, to pa ne, jaz sem se odločila naravno starati. Aha, se rekel, kaj pa ta vranje črni lasje, no, to je vaša normalna barva. Pravi, no, seveda ne, drugače bila čisto siva. Se rekel, no, kje smo zdaj z naravnim staranjem? Ne, mislim, siva barva las je naravno staranje, a ni? Absolutno. Ja, no, torej, kaj zdaj? Kje smo zdaj potegnili črto, kaj je zdaj, pa kaj ni? Ne? Se pravi, ni želela estrogena dodajati, ker se je Tako, hotela naravno tako, starati. tako. Hvala pa se. Ampak a je potem to neka, bom rekla, zadnja stvar, to se fulgolo grozno sliši, da bo Ja. ampak je to potem dodajanje estrogena nekaj, ko res vidiš, da si Vse progesterone, da ne bomo čist narobe. Ja, no, zdaj sem povzela, ampak je to nekaj, kar potem, ko vidiš, da si res totalno razdražljiv, totalno ne spiš, nekaj, s čemer si lahko pomagaš in uravnavaš. Takrat si uravnavaš. tudi najbolj, kako bi rekel, takrat si tudi najbolj zainteresiran, da bi si nekaj pomagal. Ne?
ko imaš vse te težave. Ne? In pol, ko začneš z pravilno hormonsko terapijo, vidiš, da si res drug človek. Ne? A to vi predpišete? Kot zdravniki, ja. Ja, tako. Ne? Ampak v tem smislu dejansko res. Ne? Izvzete so ženske, ki so imele hormonsko odvisni rak, naprimer rak dojke. Ne? Tam ne moremo pomagati, ne želimo in ne smemo. Ne? Okay. Vse ostale niso zares izvzete. Ne? Je dejansko, da je. Ampak narad sem podaril, da te so najbolj zainteresirane. Ne? Ampak v resnici, če se zdaj vrnemo nazaj, se pri 50-ih odločamo, kakšne bojo ženske pri 80-ih. Zakaj? Zato, ker drobne zgodbe v kapilarah možganov, ki so odvisne od stene, ker ženske, ki imajo zdaj kot teflon v vaših letih, kot teflon imajo steno žil od znotraj oblečenih moških, nimamo. Zato moški začnemo tako zgodaj z infarkti, ne? Ženske pa ne. In ko začne ta teflon, ki je odvisen od estrogenov, razpadati, ne, se pa začnejo delati strdki in se ženske počasi bližajo tistemu, kar imajo pač moški, kar se tiče vseh teh dogodkov, vključno z mikrokapmi v možganih, ki jih mi ne zaznamo na dnevni bazi. Ni kar naenkrat, da te zvija, pa te ni, ne, ampak ene drobne. In zdaj, ko govorimo o 80-letnih gospej, pa nes jih je pa toliko že teh nabrali, da pa nes je pa to pozna pri upadu mentalnih funkcij, lahko tudi demenci. Spravi, zdaj, pri 50-ih je čas, da se to uredi. Ne? Pri 80-ih smo vse zamudili. Kostna gostota. Nobena stvar tako ne vpliva na kostno gostoto, kot je estrogen. Kot je hormon. A veste, nobena druga stvar. Vse imamo, ta pripravek, pripravek, ampak to je mogoče 2% efekta, ki ga ima estrogen. Ne? Se pravi, a bo zdaj ti vsa zvita, polna nekih patoloških zlomov, vretencev, unga tretjega, ne? Jaz si predstavljam 80 let staro žensko, brihtno rešuje križanke, stegnjena na ležalnik ob nekem bazenu, uživa svoje penzije. To je to. To je cilj, ki bi ga mogli. Ne? Ampak, če se pred 50-ih za to ne odločiš, ne, se ti lahko vse te stvari, ne trdim absolutno, da se ti bodo zgodile, ampak verjetno se pa mnogo poveča. Ne? In bolj, ko gledamo zdaj, kaj je to uno, ne, koliko je manj srčnih zapletov tega unga, ne nazadnje si tudi za zdravstvo kot tako zdaj, ne, da ne bomo jamrali manj obremenitev, a ne? Če si pa ti pri 50 letih recimo pač ok, da nimaš nekih teh razdražljivosti ali tako. Imaš toliko manj želje, da bi to začel imati. Sej mi nič ni, ne? Ampak ti ne vidiš, kako se te kostna gostota reči. Sej ti nič ne vidiš, kako se ti dogaja. Ne? Mislim, zdaj, če si razdražil, pa ta daj nekaj nared, da lahko spala, v redu. Ne, sem mislila, da se pokaže pač to pomanjkanje na več področjih. Vse, ampak ne nujno. Imaš ženske, ki niso v življenju zašvicale zaradi ampak priporočam pa bi dodajanje, recimo, vsak po 50 letu. Vedno bi ga priporočal. Jaz nimam nobenih zavor in tudi mislim, da naša stroka ginekološka nikakor ne. Tako da včasih je veljalo, da lahko par let, ne. Zdaj rečemo, da zadnjo kapsulo ali pa zdaj se sprejemo ali pa mažemo z geli, ker imajo estrogene, ne. Rečem, gospa, lahko vam še žaro namažemo, a veš. Oh my God, tu smo zašli. Do konca, ne? Ja. Marička. Kako smo zvedeli v bistvu? Ful. Ja, ful. To je mene zdaj čisto presenetilo, te estrogeni. Hormoni, mislim, sem vedela, da hormoni ful vplivajo, jaz nisem povedala, da tok. No? Ja, tok, seveda. Čakajte, zakaj že moški vsega tega nimajo? Zato, ker imajo testosteron, ki je konstanta, sicer se da z leti kljub vsemu začne to počasi jenjavati, ne, ampak nimajo cikla. Mi smo neodvisni od lune, ali kako naj se izražam. Nimamo na 28 dni, ne. Marsikera nima na 28 dni, ampak to je pač nek tak šolski standard. Ne, ja. 26 dni, kaj zate to pomeni? Kater del ciklusa imaš krajši? Zdaj 28 dni je šolsko, ne? Prvi dan menstruacije je 28 dni, na sred je 14. dan, je ovulacija, ne? Ja. Kaj pa, če imaš na 26 dni? Ja, malo drugačne. Po moje je 12. Prvi del do ovulacije je krajši. Je krajši. Od ovulacije do menstruacije pa vedno 14. Se pravi, teč na dlje časa, sorry. Če pa imaš na 36, če bi imela pa na 36 dni ciklus, je pa prvi daljši. Vidite to, mislim, vidiš, to pa nisem vedela. Ja? Torej, ta drug ciklus je vedno 14 dni. Ja, od ovulacije do menstruacije. In to je pa seveda tudi, ne, zdaj, če ženska ne čuti ovulacije, ne, kdaj tempirati, kdaj treba zanositi ali kdaj ne zanositi, ne, je zdaj pač tudi to treba prirediti, ne, te zgodbi. A boš zdaj vprašala, sem še to, da zaključimo, se moramo končati, ampak Kaja ni vedela, da je vsak mesec Ja, kaj nisi vedela? Si rekla, da je nova informacija, da je jajčnik, da pride... Ne, z leve pa zdaj. Z leve pa, jaz sem rekla, da me boli na eni strani ful, na eni strani pa manj, ker sem rekla, da ti povejo, da iz enega jajčnika pride. Ne, to vem, da jaz ne čutim to. A je to si rekla, da nisi vedela? Ja, da jaz nisem rekla, da ful čutiš, ker si rekla, a ne čutiš na eni strani, jaz noč ne čutim.
Tu, Da, vem, da pride jajčice levo, desno. Enkrat leva, enkrat Desno. desno, vsaj v teoriji. Ne? Zdaj, pa če na je- eni strani te Če je bolj bil pa en boli. jajčnik slabo prekrvljen, recimo iz nekega ne vem kakšnega razloga, ne, se pa lahko zgodi, da samo en jajčnik več čas deluje. Posebej pa še, če je bil en jajčnik z nekega razloga odstranjen, ne, kadarkoli. Jaz imam še eno vprašanje, ker ste rekli, recimo med nosečnostjo, da je ful več pač vseh teh hormonov, ne? In glikar ste rekli, da po 50 bi jih dodajali, torej zaradi tega, da bomo boljše živele pa v 80-ih, a pol je bož, da smo večkrat noseče v življenju. Tudi to. Tudi to. Ampak kaj pa rak dojke, a ni recimo to, da... Ne, ga je tudi nima manj. veze, recimo. Ga je tudi Ga manj. tudi Večkrat, ko dojite, A res? manj je raka dojka. Čeprav je recimo pol- dojenje dosta agresivno za prsi, pa... Ja, ampak gledajte, ženska, kažem na te dve, ki še ni rodila, Ja. nima še do konca razvitih dojk sploh. Zato, Se ker pravi, še niso niso se še kanalčki do konca razvili, niso se še žleze do konca razvile, šele po prvem porodu, ko dobimo koloso in to je tisto prvo mleko, Mleko, ja. naprej, a ne, šele takrat se dojka dokončno razvije. In pol takrat včasih ugotovimo dodatne dojke, ker ženska zanje sploh ne ve, ne. Kakšno dodatno? Ste kdaj videli psico ali pa svinjo? Ja, domačo, ampak- ne? ja, ker jih Kako imaš imajo, šest, a ne, Ja. 10 včasih, ne? Ampak ženska- Tudi mi smo spet, smo biologija, živali in tako naprej, ne? Zelo malo. Smo se razvijali tudi na ta način, tako da so ženske imele oziroma predniki zdajšnjih primatov, Ja, ko smo kamor bili pašemo opice, več ne. dojk, Hočete ne? reči, da ženski, Ja. kakšni tudi iz kje druge še pol mleko teče? Ali ne more teči, ker nima zares narejene bradavice. Ampak a ne? boli. Pa jo Ampak boli, ko začne dojiti. Recimo v pazduhah zelo velikrat. In se prav tudi zatipa. In ker je glavni problem, tam lahko tudi karcinom nastane, pa ti ne veš. Ne? Mislim, dojko si tipaš, tam gor No, pa ne. ampak Ne? spet, torej, če si noseča, pa če pride do tega, je večja možnost potem, da raka dobiš. Ne. Ana, ti pa danes kar Ne, pozitivna. ga ne dobiš. Ga ne dobiš zaradi tega, ne? Ampak ja. Treba je vse vprašati. Ne, v bistvu jaz hočem zdaj spromovirati, bodite noseče čim več, ne? Da boste Res je. vesele, nasmejane Res je. in pa v 80-ih Res je. ležale v bazenu. Glejte, Ne? če greva, To, ja. če greva, Sicer mogoče bojo vsi organi tle dol. res Pa je, dobro, to se da dvigati zdaj. Pa nisem pomislila notranji od teh. Ampak ja. Ampak prej sem hotel, enkrat sem že omenil, pa ne vem, koliko smo bili pozorni na vse skupaj, ampak kar se tiče teh pogostih nosečnosti, ne, pa raka endometrija, to je ta najbolj pogost rak maternične sluznice, ki se vsak mesec mora, ne, ker ljudje si napačno razlagajo, kako sem zdrava, ker imam redno menstruacijo. Ne, menstruacija pomeni, spet nisi zanosila, failure. To je menstruacija. Ja, itak, ne? Ker se ne počutimo že dosti v... Ja. Zdaj si Zdaj še še moram to. misliti. Ampak točno to jaz izkušam, da moje telo je super, ker ima redne menstruacije. ne, A veš, vedno tako. Če nas drugače učijo, zdaj nas Ja. učijo, ampak zdaj nas učijo tudi, da menstruacije ne smemo zgovoriti, mater vola, ko je klinac, vse boli, ampak moramo biti hvaležne, ker je to dokaz, da smo rodne, da smo v rodni dobi, To pa je ker jo res. imamo. To pa je a ne? res. To pa- Se to pa pravi, se zdaj se ta odločite, strinjamo. pa si naj mislim. Pa hvaležna. Ampak večkrat, ko ženska zanosi, večkrat, ko se ovulacije zaradi tega ustavijo, a ne, Aha, tudi dalj časa je pa- manjša je verjetnost, da bo prišlo do raka na jajčniku. Teorija, ki trenutno še velja, ni edina, ampak ena bolj prepoznavnih je, da večkrat, ko ženska v življenju ovulira, večjo verjetnost ima, da bo na koncu zbolela za rakom jajčnikov. Zakaj? Zdaj, če gledamo, Lucy je bila menda ta prvi človek, ne, ki ga vemo, tam nekje v Južni Afriki so jo skupaj z neke jame. Lucy se imenuje pa zato, ker so Lucy in the Sky poslušali muziko, takrat arheologi, ne? Diamonds od Beatlesov. Oziroma, ja, tako, no skratka. Da so jo, ja. Ja, skratka, no, ta Lucy, ne, zdaj gledajo obliko jajčnega, bi praktično odtis, kakršen je pač na kosti, ne, in kako so žile povezane, sklepajo, da bi praktično enak po funkciji, kakor je danes pri ženskah. Kolikrat mislite, da je Lucy v življenju ovulirala? Recimo, ne, itak je živela kratek čas, ne vem, če je dočakala 25 let mogoče, ne vem. Ne, ampak kolikrat je, pa kdaj je šele začela, ker so bili pač slabi pogoji, da ni bila deklica pri 11 že z ovulacijo, ne, ampak kasneje. Kaj mislite, koliko je ona imela ovulacije v življenju? Ne? Ja, ful manj. Mogoče 10, ne? Ja. Mogoče 10. se kaj ve- Koliko ima danes ženska ovulacije v svojem življenju? V zahodnem svetu, recimo. 400 plus. To je 40krat več, kot je bil jajčnik dizajniran. Se pravi, 40krat več poči ta jajčnik ob vsaki ovulaciji, da se ta Hočete jajčna reči, da celica... nosečnost je pa ena pauza, ne? Za... Točno pa dojenje, recimo. Ne? Ja. In pol, ko je to je bil en egipčanski ginekolog to raziskoval, je ugotovil, ne, da ženske, ki so dolg časa dojile, so bile dolg brez ovulacij, velikrat rodile, ne, so imele pomembno manj, to je nekajkrat manj raka na jajčniku, kot njihove enako stare kolegice. Ne. Ampak možno, da tudi pol kasneje prideš v menopavzo zaradi tega. Tudi to je možno, ali pa prej. To pa zdaj... Vidite, orka. Ne, hočemo biti poštena, pa odgovoriti na vse. Ne. In kaj so zdaj pogruntali? Ne?
Kaj pa, če jemlješ hormonsko kontracepcijo, Ja. ki ti zavre ovulacije? A ja, kaj pa to? Zdaj je že tabletka imela koliko 50-60 let letos, ne? Ja. So pogruntali, da isti efekt, ne? Okay, jaz sem Bistveno manj jedla. bistveno manj raka na jajčniku in raka na sluznici. Čeprav v bistvu načeloma niso dobre, ampak ja, mogoče No, se kaj, ne vem, zakaj niso dobre. Ja, So neke teorije, no. Pač po nekaterih teorijah so zelo slabe. Ne? grozno slabe učinke slabe. Imajo ja, stranske učinke. No. Naprimer, da napačnega moškega zbereš. Ampak No to, pusti. ka ne bo. Evo. Ja. Evo. Ampak to pol začneš, ko ga že najdeš, Usodna pa začneš pa napaka. s tabletkami. Ne? Ej, folk. A upam, da ste se kaj novega naučili. Ja, mi smo se. Tako da... Smo se že za vsem tem pogovarjali, ampak to je zdaj še Res nekaj novo. novega. Mislim, Ja. meni se zdi, da vse to vem, ampak sem še kar enih informacij, da vidim noro. Ej, ful hvala obema, da sta prišla. No. Ja, Hvala vam za z vabilo. veseljem, dajmo ponovili. Joj, Pomoč. pomoč. Ej, kad bomo na kavo, da lahko. Ja, lahko, ja. Aha, da se lahko... A bi prišli še, ko se bomo o porodu pogovarjali, pa materinstvu. Ja, pa ja. Pa boste Ja, pošteno to- povedali, kako je. Ja, se bojim, da ne bojo tako on bo ljudje res veseli. Ker jaz sem že povedal, da bom izdal knjigo z naslovom Vse, kar so vam prikrili o nosečnosti, Lepo dojenju in poporodnem obdobju. Vse nespečnosti, povešene dojke, izpadanje las. Božji blagoslov. Hvala, ne? hvala, Današnjo spomnim. hvala. Jaz sem hotela to, ker sem želela eno oddajo, ker je pač Kaja mi rekla, nočem take oddaje enkrat tako na pol, nočem, da me strašite, kaj je. Pa jaz sem tako, jaz sem rekla, jaz ne želim nikogar strašiti, jaz sem želim enkrat na glas povedati, vsaka doživela drugače, da ne pomote. Tudi to, Jaz želim tudi samo to. na glas povedati, zato, ker sem se jaz v nekem trenutku počutila, kot najbolj usrana mama, ker očitno nekdo, ker nisem pač bila narejena za to, da imam otroka, ker vsi so žareli. In vsi so bili srečni, ves čas. In vsi so te sprašvali, a ni lepo. Jaz sem pa vreščala vse, ker pač ne, vse so tudi lepo. No, pomote pretehta, jaz bi ubijala za svojega otroka zdaj, a ne? In še enkrat One so v sebi vreščale. Hvala lepa in jaz bi sem to rada. Hvala, mamo, gosta, še enkrat bo prišel. Pa ne, sem zaradi tega, da povemo, zato, da si rečemo, carice ste vse, ki ste mamice in tiste, ki še bote. In ni nič narobe, če ste depresivne, če ste slabe, če ste ne... Če ste utrujene, tako, če si in če rečete- pojamrete in si rečete, koj kurac je meni tega treba v življenju, se upravičujem. Zekli, In- ni enostavno. Ja. Tako, Ni enostavno. to. Meni se zdi najbolj noro v porodništvu, še to povem, ne? Dejte. Ko rodi ženska, ne, joj, punčko imate, super, super, ne. Kdaj pa se pridemo naslednjič, ne, zunaj še vse teče, niti zašita še Ja, ni, pa ne. že, ja. A veš, kuno, kaj, nikoli več. Kakšno vprašanje pa je bilo to? Se vam zdi to trenutek zdajle? Je to pa res Resno. ne. No. Mislim, zdaj pa res ne, ne? A veš, čak, da zdaj to se mine, čak, da začne otrok spati, tede pa bomo pa se tem minili, ne? Kje se zdaj najde to Bogorjeva sprašuje, a pridemo spet? Resno. Tam je res. Vprašajo. Ja, ampak dobro, mogoče tudi včasih, ko si sam za to bila na svet, da si pač otroke vandala, ampak zdaj moramo pa delati še toliko drugih stvari. A veš, mislim. Vse to, ja. Tudi živeti svoje življenje. Ja. Vse to pa še hormoni so vsak dan. Bravo, dober zaključek. Ajde. Čau. Tisti dnevi v mesecu.